Na poti uspeha. Pozdravljeni. Vedeti, kdo si in kaj si želiš, ter tudi živeti tako. Suvereno in pogumno stopati skozi življenje. Zaupati, da bo vse v redu, da si se prav odločil. Veš, da delaš prav, ker si se ti tako odločil. Poslušati mnenja drugih in kdaj tudi spremeniti svoje. Spoštovati in sprejemati sebe in druge. Vse to in še več je skrito v besedi samozavest. Kako do večje samozavesti bo srž pogovora z mojim današnjim gostom. Je priznani coach za ženske, transformatorski trener, mentor, predavatelj, kot zanimivost bivši profesionalni kolesar. Lep pozdrav, gospod Miran Peterman. Lep pozdrav, hvala za povabilo temu pogovoru. Torej danes bova govorila o samozavesti, tudi kako jo trenirati. Veliko ljudi ima težave s samozavestjo oziroma z njenim pomanjkanjem, kar ima negativen vpliv na vsa področja življenja. Kako se to odraža? Glejte, v bistvu zadeva se odraža v vsakdanjem življenju, ko pač smo blokirani oziroma pač sami sebe zaustavljamo na različnih področjih. In zdaj ključ tukaj, zakaj sploh do tega prihaja, je dejansko, bom rekel, napačno razumevanje samozavesti. Ljudje si samozavest predstavljajo kot v bistvu, moški, če gledamo, pač si predstavljam moške, ki so uspešni, ki imajo velike avtomobile, dobro plačo, ženske imajo spet neko svojo predstavo, kaj je samozavestna ženska in tako naprej. In dejansko neko podobo samozavesti, ki smo jo mi dobili iz medijev, iz našega otroštva, nam dejansko diktira naše razumevanje in zaradi tega imamo toliko nekih težav, ker je ta podoba popolnoma napačna. Težave imamo verjetno zaradi tega tudi v razmerju, več je strahov, morda so za kakšne naše stvari, ki se nam dogajajo, krivi drugi. Vse to je neko pomanjkanje samozavesti, kaj ne da? Absolutno. Definicija, kaj sploh je samozavest? Definicija, bom rekel, je moja definicija, ni to, ker pač definicij je ogromno, ampak na samozavest gledam jaz kot na zavest o sebi, da dejansko veš, kdo si, ampak ne tako v nekem moraš vedeti, kdo si, pač kot dostikrat ves čas poslušamo, ampak da dejansko veš, odkud prihajaš in kam greš, kaj si že v življenju, bom rekel, dal skozi, kakšne imaš cilje, kakšno imaš vizijo. Ker recimo dostikrat se pač v nekih medsebojnih odnosih pričakujemo ali pa dobivamo pohvalo, dobivamo grajo, ampak po tej definiciji, če nekdo meni reče, to si pa naredil slabo. Ok, mogoče sem naredil slabo, ampak v primerjavi s kom? Ti ne veš, odkud jaz prihajam, ti ne veš, kaj sem jaz dal skozi, ti ne veš, kaj sem jaz potreboval, da sem sploh prišel do tega. In če jaz tega vem, če se jaz tega zavedam, potem dejansko pač se ta graja mene ne dotakne. Ravno tako je s pohvalo. Nekdo pač ti reče, joj, ti si pa super, ti si top, ti si najboljši. Ampak odvisno se opet od tebe. Če imaš ti neke cilje, ki so bistveno večji, potem pač zopet nimaš časa ne za pohvalo in, kot sem rekel prej, ne za sprejemanje graje, ker ti veš, da tam, kamor si ti namenjen, je še daleč. In enostavno samo si. To pomeni, samozavestni ljudje so v bistvu zelo ponižni. Dejansko nimajo nobene potrebe, da bi se napihovali, da bi nekaj kazali, da bi nekaj to. Seveda pač, ko greš in ko pač imaš neke rezultate, avtomatsko pridejo tudi te stvari, da se te, bom rekel, ti rezultati, če tako rečejo, vidijo tudi na zunaj. In potem pač ljudje povezujejo. Ta je pa samozavesten, ker je to. Najprej si samozavesten in potem imaš rezultate.
To pomeni, najprej moramo v gozd po drva in potem šele lahko imamo ogenj. Ne pa najprej ogenj in potem, če bi imel rezultate, bi bil samozavesten, ne pravijo. Če bi bil uspešen, bi bil samozavesten. Samozavesten si, ko ti veš, kje si, kam greš in kako boš prišel do tja. Skratka, to ti daje potem samozavest in rezultate. Poznati svoj, če temu rečeva, notranji jaz, ga upoštevati in mu slediti. In svoje trenutno stanje, in svojo preteklost, in svojo vizijo, kam dejansko greš. Poslušate oddajo Na poti uspeha, moj gost je Miran Peterman iz Bleda. Gospod Peterman, kako upeljati samozavest v svoje življenje? V bistvu upeljava samozavesti je neke vrste zavestno delo. To pomeni, da na isti način, kot mi sprejemamo iz okolice neke informacije, in mi se tega ne zavedamo, da se nas te informacije dotaknejo, kot rečemo, če ves čas poslušaš o tem, koliko ljudi je brez dela, o tem, koliko ljudi je propadlo, bankrotiralo, nesrečnih in tako naprej. Tukaj so tudi novinarji, mediji imajo svojo zgodbo. Nisem še zasledil v nekem dnevniku, da bi nekdo povedal, koliko ljudi je danes uspelo, dobiti delo. Je danes v bistvu naredil nek rezultat. To pomeni, da dejansko ti zavestno začneš delati na pozitivnih informacijah iz svojega življenja. Je samozavest enačaj, ampak mislim, da ni samopodoba. Verjetno je višja je samozavest, boljša je samopodoba. Torej, kako povečati, izboljšati lastno, torej svojo samopodobo? Poglejte, tukaj samopodoba, samozavest, to je bolj filozofsko vprašanje, kaj je prej, kako je prej. Ampak gre v bistvu tukaj za delu na sebi, za iskanju nekih dokazov. Ker mi, bom rekel, smo naučeni že od malega, nažalost, ker vse skupaj tako trenutno je in smo tukaj izhajamo, ampak da dejansko ves čas iščemo dokaze, zakaj nam ne gre, zakaj smo slabi, zakaj je tako. Plejte, otroci imajo, recimo, otrok prinese spričevalo, ima same petke in eno trojko, o čem bomo poslušali? O trojki. Ista zgodba je, recimo, vprašam včasih mamo, ko stopi mama v otroško sobo, kaj najprej opazi? Tisto, kar je pospravljeno, ali tisto, kar ni pospravljeno. To pomeni, kam se mi fokusiramo. In ko mi začnemo zbirati dokaze o tem, da smo v redu, da nam uspeva, da imamo rezultate in potem gradimo to s pomočjo, bom rekel, isto nekih tehnik, ker na isti način kot mama otroku, ko je mali, reče, poglej, spet si ga polomil, spet ti ne bo uspelo, taka zguba boš po možnosti, kot je bil tvoj oče. Na isti način dejansko potrebujemo nekoga ali sebe, da nam dejansko ves čas govori, poglej, a vidiš, da ti je uspelo, poglej, a vidiš, da zmoreš, da imaš rezultat. Če si včeraj uspel, vsi smo samozavestni pri zavezovanju vezalk. Zakaj? Zato, ker smo jih tolikokrat v življenju že uspešno zavezali. In če smo uspeli zavezati vezalke, lahko zavežemo oziroma naredimo karkoli v življenju. Še kaj drugega. Ja. Absolutno. Nažalost, minute so se nekako hitro odvrtele in tako kot vedno lovimo konec za rep. Še prej pa hvala vam za sodelovanje, gospod Peterman. Vse dobro vam želim in prijazen dan še naprej tudi našim poslušalcem v imenu Mojce Gros. Na poti uspeha.